Živijo punce, zdaj bo res en hiter video, ker ne vem niti zakaj snemam, kako, ampak pač samo sem se hotela govoriti z vami, ta kontakt spet spostaviti. En tako heads up oziroma neki plani, kar jih imam v kratkem, dosti vas je pisalo, da želite videti video, kaj priporočam in kaj se treba in tako za skupno življenje s partnerjem. Tako da sem razmišljala, bi to naredila. Drugo, kar je pa v bistvu, zakaj zdaj snemam, ker sem jih prišla v stanovanje, zdaj sem še v bundi in vse, ampak sem res hotela hitro posnet. In zdaj se mi mudi, imam samo 15 minut, tako da upam, da bolj kratk video. Sem pa želela spregovoriti zato, ker v moji glavi je trenutno kaos. In za mene je zelo terapevtsko, če se malo z vami pogovorim, če dobim vaš feedback nazaj. Mi to res zelo pomaga, nasploh, da razrešim, tudi že samo debato se mi zdi, da razrešim dosti stvari pri sebi. In sicer bom začela, kaj se mi najbolj plete po glavi. Torej, prvo, kar je, ste verjetno opazili, da v zadnjem času je na mojem YouTube kanalu in na blogu to en velik boom. Jaz priznam, da od 15. junija, ko sem kupila stanovanje, do zdaj januarja nisem imela nobenega zagona, nobene motivacije za snemanje, zato ker sem zelo vsega, kar sem se obadala s tem, videla to kot še eno dodatno obveznost, nekaj, s čimer sem mogla obadati. In priznam, da mi je ratalo bolj ko veselje, da mi je to ratalo neka obveznost, nekaj, kar moram delati in ni bilo tistega veselja. Zdaj pa ne vem, nek shift se je naredil v glavi, sicer je bilo potrebnih par coachingov po seminarju, ampak se mi je naredil v glavi nek shift, da kar nekrat, kakor bi rekla Ana Bučevič, sem odprla Vortex in se mi ogromno stvari sem začela vlačiti na sebe, ogromno idej naenkrat imam, res se mi ful dogaja z vsake strani, kjer le lahko iščem na svete, se čim bolj izobražujem in glede bloganja in glede nasploh življenjskih zadev. In se mi zdi, kadar sem ratala bolj odprta, mi je življenje začelo proti meni dajati toliko stvari nasproti in prihaja. Začelo se je že z enimi sodelovanji, pol nadaljevalo se je z, kakor ste videli, verjetno pred kakšnim sem imela en članek v Siolu, zdaj 20. februarja, verjetno bom ta video potem postala, bom v financah, pa še ena življenjska želja, verjetno sem vam to že večkrat povedala, da še do leta nazaj je bil moj dream job pisati za revijo. To mi je najbolj taka revija, ki se lahko poistovetim, ker dejansko piše o vsem, ne samo lepota, moda, ampak res o vsem, tudi življenjskih zadevah. In kar se mi je zgodilo par dni nazaj, me je sama urednica pisala mi, da želijo članek o meni narediti. Zdaj se lahko predstavite, kak boom je bil to, da stvar, kar si jo imela zmeri z nekim nedosegljivim, ampak neko željo, da pišem za njih, lih pozabim na to, pa me oni kontaktirajo, da hoče pisati o meni. To mi je tako wow bilo. Torej ja, zadnje čase ogromno idej imam, ogromno stvari, kar bi realizirala najrajše, če bi se dalo, oziroma ne, se da. Ampak če bi imela sigurno, da bom dobila še naprej take ponudbe, kakor jih dobivam, bi ta moment pustila shift, kar ga obožujem in bi se posvetila samo vam še, ker uživam v tem toliko, da ne morem povedati. Ampak žal, dokler, mislim, kdo se javi, da je bil moj sponsor, ampak dokler se to pač poveča, žal ne morem. Sicer priznam, da to me toliko srečuje, da z dela in prej grem na delo, se veselim samo, kdaj bom to delala z veseljem, z užitkom, kar mi je ponavadi bilo težko, da se moram voziti Ljubljana, Gorica in vse. Zdaj z užitkom to delam, zato ker vem, da delam zaradi tega, ker je nekaj, kar me veseli to. Torej, odpira se mi res milijon stvari. Ena stvar, kar me pa zadnjih nekaj noči ne mora spati zaradi tega, pa je tista velika stvar. Sicer priznam, da še nekaj tednov nazaj, oziroma takrat sem prvič omenila, sem si že skoraj štela ko napako, da sem o tem sploh začela govoriti, ker še zdaj ta moment vam ne moram zagotoviti, da je to. Premierno bom predstavila to svojo idejo v LNZ, sem poklicala polurednico in se mi rekla, gledala, da je to moja najljubša revija in da je nek netipičen način. Sem tam, lih danes zvečer pošljem urednici, kar sem spisala, vam bom tam povedala, zakaj se gre in bi mi ogromno pomenilo, če si greste pogledat. Tudi ni draga revija, tako da si lahko vsaka kupi. Ampak ja, tam bom spregovorila. Je pa to taka zadeva, kar nisem sama odgovorna za njo. Kar v kakršnekoli momentu, če ne bo moj partner več za to, se lahko sfiži in gre vse. In zato je imela tak strah, karkoli spregovoriti o tem, karkoli delati javno, ampak hkrati, kakor sem nekaj, jaz z vami vas štejem kot prijateljice in hočem vam vse deliti z vami, kar se mi dogaja v življenju. Pa če je to, da sem stanovanje kupila, da sem fanta dobila, da sem tisto, da sem tretja, da sem mačka nabavila, vse si želim deliti z vami.
ker vas imam za moje najboljše prijateljice, pa kolikor klišejško vsako to sliši med youtuberji, ampak to, da zdaj to snemam, je zame bolj terapeutno, kot pa, da bi se 3 ure pogovarjala s fantom, pač žalže mi je tako. In ja, to je zadeva, da sama nisem vedela, če spregovorim o tem ali ne, zaradi tega, ker me je bilo strah, če se vse sviži, kako ti bo to na vas pustilo. Da nekaj govorim, nekaj si želim delati in na koncu nič z tega, ali zaradi mojega strahu, ali zaradi tega, ker če se partner odloči, da ne kar ženske, veste, da sem feministka in tako želim, delite same, imejte svoje življenje, tisto pa ne bo zraven. Ampak vseeno sem se pa počutila, to je taka zadeva, da sama si ne bi upala realizirati. In zdaj, kadar se dogaja, pa je ta šunder v moji glavi, kar se je zgodil, da nisem vedela, a čem sploh spregovoriti o tem, ali počakam dejansko do dneva, kadar se začne realizirati, ali kaj naredim. No, vseeno pa sem se zdaj odločila, da dam LNZ, ker mislim, da ste vse toliko zrele, ne mislim vas podcenjevati, da se boste zvedeli, tudi če tega ne naredim na koncu, kar jaz sem 100% pri stvari. Sicer je milijon stvari, kaj moram pri tem narediti, ampak sem pri stvari. Je pa me strah bilo, kakor sem nekaj tizga, da kaj če tega ne naredim. Koliko pun sem razočarala, kar lahko da hočejo tudi to kdaj narediti, pa lahko me zgledajo za vzgled in vse. Ker se zavedam, da kakor se ti izpostaviš, ljudje slej ko prej bojo naredili tudi kakšne stvari ali pa bojo šli čez svoje meje. To je isto kot najbolj banalen primer, to da snemam med vožnjo. To je nekaj, kar je moja zelo grda razvada in se zavedam zelo nevarno. In zakaj neham? Ne zaradi tega, ker se imam za sposobno voznico in vem, da lahko snepam in vse. Ampak lik zaradi tega, jaz nočem, da kakaj izmed vas to naredi, ker se zavedam, koliko je nevarno. In tako je bilo isto pri tem, da nisem vedela, če čem o tem govoriti, ker to je kakor, da po eni strani govorim, bežite za svojimi sanjami, delite, kar vaša glava govori, po drugi strani, če tega ne realiziram, kaj to naredi z mene. Sem se pa vseeno zdaj odločila to deliti z vami, zaradi tega, ker se mi zdi, da I'm only human. In če delim vse z vami, se mi zdi, da je fair od mene, da delim tudi to, kar se dogaja. In sem želela narediti že 2 videa, sem rekla tudi mojemu, da ker smo imeli debate glede tega, kako bo realizirala, kaj bo mogla narediti do tega, sem že takrat rekla, da in če bi palila kamero in bi zdaj posnela to, da vidijo punce dejansko skozi kaj greš, da se na to pripraviš. Sicer ja, imam ogromno dvomov, ne moram povedati koliko, ne vem, od kje bom dobila sredstva, kako bom se lotila vsega, kam, kako, iz dneva v dan ne vem, kako bom šla. Ampak je to želja, kar si res močno želim in je nekaj, kar mi bo spremenilo življenje, definitivno. Je nekaj, kar si želim, odkar sem bila majhen otrok, sicer ja, si nisem predstavljala, da se pri 22 mi to zgodilo, daleč od tega, mislila sem, ne vem, z vsakim letom se mi zdi, da sem bolj zamikala to zaradi strahu. Zdaj pa je prišlo od tega, da dejansko se lahko realizira in punce, hočem vam samo reči, da bodite potrpežljive z mano, zdaj vidite, da se res trudim, da vlogam vse, kolikor le lahko, kolikor mi čas dopušča, ker zraven ja delam, imam stanovanje, sem enkrat tedensko v Gorici, zdaj zaradi oksigenezisa, vmes imam sestanke v Ljubljani, vmes imam fanta, ker tako hočem tudi z njim kaj časa preživeti, imam tudi socialno življenje izven socialnih omrežij, tako da hočem tudi z drugimi ljudmi preživeti kaj časa, ampak res zdaj in kolikor lahko. In če bi se dalo, oziroma ne če bi se dalo, če bi imela zagotovljeno, da lahko tega živim, jaz bi danes vse pustila, kar imam in bi se samo s tem obadala, ker mi to toliko pomeni. Ampak prosim vas, da vseeno karkoli se dogaja z mano, ne posnemati, ker to je moja zgodba, to je moje doživljanje vsega skupaj. In če vam jaz danes rečem, zdaj bom pa šla skakati s padalom in jutro tega ne naredim, ne si mislim, da dajem neko sliko ven, nečesa, kar nisem ali karkoli, ker pa čakaj v tistem momentu si bom torej želela, drugi dan bom odločila, da to totalno ni zame, ker to smo pač ljudje, vsak moment se nam nekaj spreminja in imamo drugačna razmišljanja. Torej ja, to je prva stvar, o kateri sem hotela spregovoriti. Če bi vedela, koliko me je zdaj strah dejansko to snemati, kaj šele, pa ne vem niti, če bom objavila, niti, če bom zeditirala in me je strah samo o tem govoriti. Torej ja, to je bila prva stvar, o kateri sem hotela spregovoriti, da v novi številki LNZ bom končno spregovorila o tej zadevi, kar se mi dogaja, če vam gre na živce, spremkam lase, mene tudi samo so sveže umiti, pa se veste, kako je bolj. To je prva stvar, kar sem hotela z vami spregovoriti. Druga stvar, kar je, pa je to, da ja, počasi spoznavam, da
nekaj, kar nisem mogla verjeti, da lahko spoznala, da bloganje je nekaj, kar me najbolj osrečuje na tem svetu, to, da lahko zdaj govorim z vami, kar me najbolj osrečuje, da počasi, ampak res počasi, baby steps, mi začenja tudi nekako biti del mojega življenja, ne samo na način, da je hobi, ampak počasi se mi odpirajo taka sodelovanja in vse, da upam, da bo slej ko prej to, če ne v tem momentu, če ne v Mariboru, če ne v Sloveniji, da bo slej ko prej to način, ko bom jaz z vami. Je pa to tudi problem, ker zdaj zaradi enih projektov velikih, kar se mi odpirajo stvari, ki jih hočem narediti, razmišljam tudi, oziroma ne razmišljam, delam na tem, da bom spet prenovila stran. Moj najboljši prijatelj, kar imam srečo, da je tudi moj programer, vse mi rihta. Še kadar naj bi kak post objavljen, pa vem, da ga jaz ne bom mogla v določeni uri, ga njega kliče, da mi ga je pač on zlati človek, imam ta srečo, ampak mi je še on rekel, da prepogosto menjam vse, tako zdaj reč počakal, da sem 100%, preden sem dejansko lotil. Ampak ja, to bo na novo, bo obnovljeno, ker hočem dosti bolj preprosto narediti. Kakor sem že ne vem kolikokrat rekla, nočem se omejevati na neko lepoto, modo, karkoli. Pač ja, v tem momentu me spet zelo privlači svet lepote. Zaradi tega, ker spet odkrijem novo terapijo, nekaj tizga, nekaj tega, ampak nočem se omejevati, zato hočem svoj blog narediti dosti bolj clean, dosti brez teh kategoriziranj raznih, ampak dejansko bolj čistega, lažjega za vas za uporabo. Tako da ja, nekaj časa, financ in vsega tega bom mogla zdaj vložiti kmalo tja. Zraven tega se v zadnjem času tudi s toliko seminarjev, s toliko dokaj pomembnimi ljudmi se dobivam, sprašujem jih za nasvete, kako realizirati ta veliko stvar. Razmišljam o načinih za investitorje, da bi pritegnili, da bi karkoli. Tukaj seveda vi, da obstajate, to mi vse mi omogoča zaradi tega, ker če vi sploh ne bi obstajale, jaz ne bi niti pomislila, da bi kdaj to naredila. Pač ja, vse mi je bila celo življenje želja, ampak veste, je bila tista želja, ko misliš, da boš pač imel to željo, s to boš lahko, kadar si star, svojim vnukom govoril, da zaradi tega ti nisi mogel to narediti. In zdaj, kar pa dejansko imam šanso, da se realizira, toliko me je strah, toliko je dela, ampak ne moram vam povedati, da jaz spim v januarju po 4 urce na noč, zato ker toliko z veseljem vse delam in vlogam in tisto in tretje. Toliko z užitkom delam, da mi ni niti malo odpor. Imam podočnjake, se mi žida že do sredine lic, ampak z užitkom to delam. Torej ja, sploh ne vem, ki je point tega videa, hotela sem dati to radost do življenja, to ljubezen do življenja z vami. To, kar zdaj vidite, to ponovadi mora moj prenašati, ampak trenutno je lih na delu, jaz pa delam popoldne. Tako da pač reka z vami delim to srečo. Pač, če imate tudi mene na svojem privat Facebooku, če me imate slučajno, sicer redko kjera, da me ima, ker vseeno hočem ločiti privat in pa Aleksandra Rose blog. Kartica 2 sem napilala, tako da sem vam javljala zdaj preko mobija, vem, da je kvaliteta zdaj bolj nje, ampak okej. Torej ja, kakor sem govorila, tudi če me imate na privat Facebooku ali karkoli, če vidite, koliko zadnje čase delim, da delite neke strastjo, sledite svoje strasti, lih to se mi dogaja. Celo življenje, kar sem mislila, da me veseli in vse, pri ničemer nisem imela toliko zagona. Zdaj sem že 3 noči za tisti bio video. Norela sem, tisto je bilo najdaljši video, se mi zdi, kar sem ga zdaj posnela. Vmes sem imela distrakcije mačku, mojega, sosedu, vse možno, kar bi lahko šla narobe. In sem vsak dan skoraj do 1 po noči editirala, zbujala se ob 5, da sem pred čihtom editirala. Stalno sem delala, ampak mi ni bilo niti mal problem. Jaz si zraven sem mal zaklela vsake toliko, ampak mi ni bilo niti mal problem zaradi tega, ker uživam v tem. Ker vidim, da je to nekaj, kar, kakor klišejsko sliši, kar sem bila poklicana, da to delam. In zato vam govorim tudi vam, punce, dajte slediti tistem, kar vam paše. Če vidite zdaj poplavo nekih fitness blogov, pa lepotnih, pa ne vem, še vloge sem zanjčili gledala enega full carja, tipa minutka, ne vem kaj. Car. Ženske, jaz zelo nisem človek, ne vem koliko za avto, pač rada se vozim, ampak nisem neki navdušen za avto. Tist video ne moram se ustaviti njegovih video gledati. Torej ja, če karkoli vidite to poplavo, sledite tistemu, kar vas veseli. Če bi vi rade bile, ne vem, najboljša šivilja na svetu, lej, ti lahko naredim reklamo, piši mi, se bomo zmenile, ti bom pomagala, kolikor se da. Karkoli se da pomagati, bom pomagala. To je pa tudi ena velika stvar, ker sem se naučila od svoje delodajalke, od Polone, ker vidim, da ona, kakor je izvedla za moj blog, takoj mi je začela: Sandra, če ti lahko na kakršenkoli način pomagam, povej mi, jaz sem tukaj, z veseljem ti pomagam. Pač, ne vem niti kaj je point tega videa, hočem deliti to veselje z vami. In ja, hotela sem deliti to, da v novi številki LNZ si boste lahko prebrali, kaj se mi dogaja, kaj je ta velika stvar. Jaz sem tako excited bila, ker sem dobila tisti mail, da vam ne morem povedati, ker
je bilo kar, what the fuck, revija, za katero sem mislila, da bi rada delala, kar sem mislila, oh my god, to je najboljša, hoče o meni pisati. To mi je bil itak šok, ne? Ampak punce, sledite temu, kar vas veseli. Jaz, edini strah, kar ga imam zdaj, je ne z moje strani, ampak strani mojega partnerja, ker tudi on. To je taka oseba, tako hvaležna sem, da sem ga spoznala, ker tudi on je tako kot jaz, ki bi vsak teden nekaj drugega delala, on bi vsako uro nekaj drugega delal. Danes zjutraj me je v 5 zjutraj zbudil v stresu in nekaj sem mi je povedal za idejo, ker zdaj konc meseca zgubi šiht, mu zaprel firmo in ima milijon idej, v 5 zjutraj me je stresu in pikica, nekaj ti moram povedati. So sem bila, ja, pa mi začne vse povedati, kakve plane ima zdaj, kaj je brezposeljen, vsega malo. Pač sem tudi to hvaležna ob sebi tako osebo, kaj je nespidirna, kaj bi stalno kaj delala, tako da še meni da motivacijo, kada vidim, koliko se on vsega letela, sem jaz, fuck, življenje nima limite, karkoli hočem delati, lahko to dosežem. Je pa res, da če si s tako osebo, tudi ne veš, če bo jutri še za to, ne? In sicer ja, sem vam povedala točno za kaj se gre, ampak nisem tega hotela, ker ni samo od mene odvisno, ker sva dva tu upletena in jaz nočem za njega govoriti, nočem v njegovem imenu, ker jaz sam svoja entiteta in svoje razmišljanja ima. Tako da ja, ampak hotela sem deliti, 5. zdaj 20. februar, če bo že, ne. Mogoče v to preobjavljeno, sicer dvomim. 20. februar pejte kupiti finance in pol začetek marca pa pejte kupiti LNZ in boste zvedle zakaj, kako, kaj je ta velik plan. Če veste kakršenkoli način, če imate kak nasvet zame, če ste slučajno dali to skozi, prosim, pište mi, ker res vsak nasvet, vsako lekcijo, kar je lahko dobim, jaz zdaj zgrabim in posrkam v sebe. Je pa zelo me strah in ja, zdaj pa res moram šibati, ker snemam že 15 minut, da bi že mogla biti tam, sem že dobila vmes message, da kje sem. Tako da jaz šibam, tak en update je bil to, polna energije, upam, da vas je vsaj malo vas naspidiralo to, upam, da niste že na začetku klikali ven, ker pač še enkrat Rovska govori nekaj v kamero. Zdaj pa jaz bo z Bukijem lepo pozdravila, ampak ja, to je to, jaz zdaj šimam skozi vrata, ob 3 začnem delati in se vidimo. Čau, čau.